ko s grehom se borim, ko s grehom se borim, ko s grehom se borim, sile Jezusa Jezusa želim, Jezusa želim, pa svet ti prepustim, sile Jezusa želim. In ko samljen sam, in ko samljen sam, ko samljen sam, si Jezusa želim. Sile Jezusa želim. Jezusa želim. Jezusa ko nov dan se zazrem, ko nov dan se zazrem, ko nov dan se zazrem, si Jezusa želim. Jezusa želim, Jezusa
želim. Življenje cerkve po Binkošti. Nedolgo smo praznovali Binkošti začetek cerkve. Skozi zgodovino krščanstva se je življenje cerkve spreminjalo in oblikovalo v različne smeri. Danes imamo kristjani različne predstave o življenju cerkve. Lahko rečemo, da se je življenje, ureditev, vodenje cerkve spreminjalo. Spremembe v cerkvi skozi čas, oblike bogoslužij, če hočete stil cerkve, niso tako pomembni kot nekatere temeljne resnice za življenje cerkve, ki dajo tisti pravi zagon, moč, radost in podobno cerkvi. Za cerkev je najbolj pomembno, da ostane v Božjem načrtu, da je občutljiva in odprta za delovanje Svetega Duha in da je Božja beseda center njene usmeritve. Bog je poklical nekatere ljudi v službo, da vodijo cerkev. Zato je za njih še posebej pomembno, da se dajo voditi Bogu. Vedno je nevarnost za cerkev, da začne delovati samo v človeški moči, modrosti, znanju in postane samo institucija, ki uči o morali in o različnih vrednotah. Apostol Pavel uči svojega učenca in sodelavca Timoteja: če pa bi se le zakasnil, boš vsaj vedel, kako se moreš vesti v Božji hiši, ki je cerkev živega Boga, steber in opora resnice. Pavel govori o cerkvi, ki je Božja hiša, živega Boga. Timoteja poučuje, da je tam, kjer je zbrana cerkev, potrebno biti odprti za delovanje živega Boga, za delovanje Svetega Duha. Nevarno je za cerkev, da izgubi ta fokus in se življenje Boga omakne od nje. Potem postane velikokrat suhoparna institucija, ki pač opravlja neke dolžnosti, zapovedi Boga, ki so lahko koristne in v pomoč ljudem, toda to je le bleda slika živega Boga in njegovega delovanja. Seveda, delovanje Boga ne pomeni neko zanesenjaštvo, ampak temelji na stebru in opori resnice, nadaljuje Pavel. Kaj resnično pomeni živeti v resnici, pa zelo jasno uči sam Jezus. Tedaj je Jezus govoril Judom, ki so verovali vanj: če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci in spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. Obstaja resnica, ki jo lahko najdemo v Jezusu. Njegov nauk je bil popoln v vsem, saj razodeva Boga in njegovo resnico. Zato včasih nočemo imeti opravka z Bogom in njegovo resnico, ker so to previsoki standardi za nas. O katerikoli temi je govoril Jezus, je vodila v popolnost, resnico, ki resnično osvobaja človeška srca. Omenimo nekaj resnic, ki jih je povedal Jezus. Ko je govoril o človeškem pogubljenju, je govoril na koncu o popolni odrešitvi, ki jo ponuja vsakemu. Govoril je o odpuščanju in je šel tako daleč, da naj ljubimo celo sovražnike. Ko so se z učenci našli sredi neurja, panike, jim je rekel: kaj se bojite, maloverni? In pomiril vihar.
v trenutkih bremen, teže življenja, nas vabi, naj pridemo k njemu in nam bo dal počitek in novo moč. Življenje cerkve mora biti usmerjeno v te resnice. To življenje Boga se razodeva in se je razodevalo v prvi cerkvi po Binkošti. Bogu je bila razodeta vsa resnica, da deluje in se dotakne ljudi. Mnogi so doživeli moč v življenju in bili so navdušeni, kajti zavladala je svoboda. Doživeli so, da božji standardi resnično po božji moči lahko delujejo v človeških srcih. Spremembe, ki jih je Bog delal v njihovih življenjih, so jih navdihovale, da so še bolj hrepeneli po služenju in spoznavanju Boga. Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Nauk apostolov je bil temelj resnice, na kateri je gradila prva cerkev. Kaj je bil nauk apostolov? Vključeval je vse, kar je učil in delal Jezus. Učenci so se od njega učili dobra 3 leta in potem je odšel. Ko so bili izpolnjeni Svetim Duhom, so nadaljevali, kar je učil Jezus in delal. Jezus jih je pripravljal za čas, ko bo odšel. Dobesedno bi lahko rekli, da jih je izzval. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal. In še večje kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu. Vera, zaupanje v Jezusa, njegovo besedo, omogoča delovanje Boga v našem življenju. Kjer Sveti Duh želi prebivati, tam je moč in delovanje Boga. Tam lahko pričakujemo več delovanja. Sveti Duh je bil razlit, tam lahko pričakujemo več čudežev, tam lahko pričakujemo več mogočnih del, katere je Jezus obljubil. Kakšno težo nam je v današnjem času, kako težko nam je v današnjem času verovati in videti te pomembne duhovne resnice. Ponovno rabimo, da nam Bog odpre duhovne oči. Kaj vemo, da je Jezus učil? Ali sploh poznamo, kaj nam govori Sveto pismo? Zato je potrebno oznanjati, verovati, da je možno v današnjem času ponovno doživljati, kar je Jezus učil, delal in obljubil. Naše življenje cerkve je postalo vse drugo kot stanovitnost v nauku apostolov. Ne, da ljudje ne iščejo duhovne pomoči. Mi danes ponovno živimo v času, ko so ljudje odprti za duhovne stvari. Toda duhovno pomoč iščejo samo zaradi osebnih problemov, da bi preživeli v tem stresnem svetu. Ljudje danes verujejo v marsikaj, samo da bi našli mir, zdravje in podobno. Verjamejo v pozitivno energijo, kristale, molijo se različnim božanstvom, ki so narejeni s človeškimi rokami in so predmeti, ki ne morejo pomagati. Tu ni resnice, ni svobode. Polno je danes sodobnih malikov in malikovanja, ki nas držijo v duhovni slepoti in nas usmerjajo stran od resnice. Pavel uči cerkev v Korintu, kako naj živi življenje, ki je usmerjeno v resnico živega Boga. Čem se Božje svetišče strinja z maliki? Mi smo namreč svetišče živega Boga, kakor je rekel Bog. Prebival bom med njimi in med njimi bom hodil. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Bog hoče imeti odnos z živimi ljudmi in ne maliki, predmeti.
Bog svoje slave ne daje nikomor, kar pomeni, nihče mu ni enak. Nihče se ne more z njim primerjati. Nihče ni vreden, da se ga slavi ali časti, razen Boga. Pavel pravi, da smo mi svetišče živega Boga. On želi prebivati in delovati med svojim ljudstvom. Kristus nas je osvobodil vsakega malikovanja. Ni se nam več potrebno zatekati k malikovanju, če imamo po Jezu Kristusu direkten dostop do živega Boga in njegovega delovanja po Svetem Duhu. Naš Bog je živ Bog. Božja beseda je resnica in v tej resnici moramo živeti, rasti in spoznavati veličino Boga. Zato odprimo danes naša srca in dovolimo Bogu, da nam razodeva, kakšno mora biti življenje cerkve Bobinkošti. Dovolimo, da on s svojo močjo deluje in se dotakne. Molimo. Bog Oče, Sin in Sveti Duh, molitvi se obračamo tebi, da nam ponovno razodevaš cerkev, ki je živega Boga. Da ti želiš delovati v naših življenjih in razodevati resnico, ki nas osvobaja, ki nam prinaša resnično življenje. Dragi Bog, prosim te, blagoslovi in dotakni se vsakega, ki posluša to besedo. In naj nas tvoja radost in tvoj mir, resnica, vodi naprej. To te prosimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Božji blagoslov. Lepo nedeljo. Amen.